a se ne znaš sam pilat, pa žlajfe uporabljati. Kdo te pa sploh izpit dal? Ja, kuk uspa nucu, da zga naredil. Nan, danes bo tak zanimiv vlog, ker bomo osrečili dve osebe, pa govorili bomo o tem avtu. Drugo uvrščen iz izbora za slovenski avto leta. Ampak gremo najprej na osnovo. Rekel sem, da bomo osrečili dva človeka. Ta prvo mu je ime Ciril, piše se Komotar. Zavest? Res? A veš zakaj? Ker me je mami ravno kar poklicala in je rekla, da je naredila rižev narastek. Rižev narastek makes me happy very, very many. No, ta drug človek, ki ga bomo osrečili, pa tega pravzaprav sploh še ne ve. Ime mu je Miha, doma je z Velenja. Zdaj, zakaj točno gre? Ne vem, če se spomniš, ampak decembra meseca sem jaz z Grossbasketom naredil en tak majhen projekt, v katerem smo hoteli z eno stvarjo iz Grossbasketa, ali so to cunje, ali so superge, whatever, usrečiti nekoga, ki si tega ne more privoščiti. Sistem je bil dosti preprost, folk je poklical pa nominiral prijatelja, znanca, družinskega člana, mi smo dobili ogromnih prijav, na koncu smo pa zbrali Mihata. Zdaj, če sem čisto iskren, ne bi mogli vse skupaj speljati že v decembra, pa ali smo bili bolani, ali ni šlo, pa so bili prazniki. Zdaj se je pa končno stvar malo umirila, pa smo to speljali. No in Mihata, 16-letnega fanta, bojda je visok skoraj 2 metra, igra basket, nam je predlagala njegova matična vzgojiteljica, ki je rekla, da je fejst fant. Tako da plan za danes je postavljen. Najprej rižev narastek, pol bom nekaj povedal o avtu, pol je pa na vrsti Miha. Drugač pa tale Kia, ne? Value for money, težko najdeš boljši avto. Stari, vse ti sploh ne znam razložiti. V moji knjigi je rižev narastek takoj za familijo, prijatelji, basketom pa dobrimi avti. Top 5. Come to daddy. Ti drugače veš, ko dobro moja mami kuha. Sam še ti na boljš. A veš kaj pa pika na i? Mislim, tako je pri nas že od otroštva, da pol poliješ malo malinovca čez. Jaz sem tukaj. Škaj sem se odločil, da bom danes posnel tole na Vranskem, zato ker mislim, da imajo neki lufta na poligonu. Pa Hillholder ima. Što mi je pa zato všeč? A ne znaš skupnega vklad speljati? Ja, kdo te pa voziti učil? Čez količke je voznika, ne nucaš vse te elektronke, da te pomaga. Kdo nuca te pomagati? A se ne znaš sam pilati, pa žlajfe uporabljati? A ne? Mislim, kdo te pa sploh izpit dal? Ja, kuk uspa nucu, da zga naredil? Jaz sem ga v 21. v prvo, pa čez kaj več raus pa tudi en butl. Radar ima ta avto, ko sem jaz rasel, bil radar tukaj noter. Sem žlajfe uporabljal pa has, kako sem sam videl. A meni avto da v meni govoril, kako se voz, porka matona. Tele dizajnerje, pa tehnologiste, pa te, ki ga ne štimajo, da se ko pele, a meni nič ne ve. Jaz te dela povem. To je vse za... Ne, včasih so bili avte bolj, da povem. Stari. Ok, gremo. Zdaj pa brez heca. Kako jaz vidim Kia Ceed skozi skoraj desetletje pa pol testiranja avtov. Dolga, zanimiva zgodba. A veš, jaz sem se s Ceedom srečal prvič že zelo dolg nazaj. Tudi takrat je bil bele barve, prva generacija, 3-vratna, veš, ki so jih v Sloveniji prodali glihene $500,000. Se spomniš tistega Ceeda, no? In takrat je bil Ceed, to je treba priznati, vse prej kot res dostojen konkurent tekmecem. To govorim predvsem v tehnološkem smislu, zato ker prodali so jih ogromen. Pa ne samo to, cena je bila odlična, pa Kia je takrat sezula hlače čisto zem še svojo 7-letno garancijo. Jaz se spomnim, ker sem folku prvič razložil, ti veš, da Kia zdaj ponuje 7 let garancije, pa folk sem, kuga? Ampak vsebina, to je pa treba priznati, pa tudi približno ni bila takšna, kot se je v tistem trenutku ponujali najboljši v tem segmentu. No in prva generacija je šla, pa odšla, pa je prišla druga, ki se je izboljšala celostno kapco dol, ampak generalno gledano, ki si jo spet primeril z najboljšimi v segmentu, še vedno ni bilo to. Recimo vozna dinamika je bila ok, nič ne rečem, ni bila pa izredna. Udobje je bilo ok, ni bilo pa odlično. Športnost, no ja. No pa končno pride na okoli leto 2018, mislim začetek 2019, pa prije 3. generacija. Zdaj pa vse, kar lahko rečem, je Kia Ceed. Welcome to the big leagues. Zato ker ta avto, druga zgodba, spet celostno zboljšan, ampak tokrat do te mere, da ko pogledaš ta avto, pa tu sta najboljša segmentu, rečeš, čak mal. Zdaj pa ni več takih razlik, ki si kdo misli, da so. Zato, ker izboljšanje, predvsem na cesti, vozna dinamika, pa tehnološka naprednost, stari. Recimo udobje, pa ne govorim samo o podvozju, gremo noter.
Moram priznati, da že nekaj časa nisem sedel na tako dobrih, udobnih zicih. Zgledajo nič posebenega, daj poglej. Veš? Ampak sedim pa vrhunsko, pa tudi kabina sama po sebi. Kia ostaja pristaš totalne klasike, le ti bom pokazal. Poglej, takole izgleda armaturna plošča, totalna klasika od levega do desnega konca. Sicer lušten, ličen volan, zelo lepo sede v roko, sredinska konzola pa klasični gumbi s telim umestnikom, ki štrli ven, to je nekomu všeč, nekomu ni, to čisto razumem. Ampak je treba nekaj poudariti. Občutek v kabini, materiali, sestavljenost, kakovost plastike, ergonomija, položaj sedenja, volan sem že prej pohvalil, ravno prav velik. Pa če že govorimo o udobju, zadaj prema Multilink, kar pomeni, da je vozna dinamika na nivoju, predvsem pa blaženje so porihtali. Pa še ena stvar, se je fejst zboljšala zvočna zatesnenost kabine. To se valjda najbolj pozna na avtocesti, prva liga. In po mojem še največja hiba tega avtomobila, pa to je moje osebno mnenje, da je videz, ki ga ponuja, da je... Pa ne izstopa ful, no? Sid ne kriči glih raven, ne poglej me! Ali pa ajde, da ne bom sam jaz sodil. Daj si ga poglej od spredi, preključi, odbijača, felten, boka, pa pojmo lepo še zadaj, pa mi ti povej, a se ti zdi avto hudo atraktiven, a se ti zdi, da je Kia malo šparala, mogoče tudi zato, da še kaj pokaže pri kakšni športni izvedbi. No, zdaj pa pridemo do še enega velikega priznanja za Kia Ceed. Pred kratkim se je zgodil finale za slovenski avto leta. Ceeda ste v finale porinili vi, mi novinarji smo ga pa v finalu, pa je bilo res močno letos, postavili na drugo mesto. In tudi to pove veliko, kakšno pot je Ceed prehodil, da se je znajdu tukaj. In v finalu je, verjem mi, Ceedu prišlo prav čisto vse, kar se je naučil. Predvsem pa, a veš kaj pa je po mojem mnenju največja prednost tega avtomobila? Le stari, zbereš Ceeda, pa ga nabutaš z opremo, ki je ni mal, predvsem tiste varnostne, napredne tehnologije ima zdaj kup. Je pa res, da je bil v seriji lahko še malo boljše opremljen, to držimo, tudi za par osnovnih stvari doplačati. Pa zdaj tudi ne bom našteval, katere vse sisteme ima, velikih je, ampak hočem to povedati, da ti lahko ta avto nabutaš z opremo, pa prideš na koliko, 24-25 jurjev, pa ima praktično vse. In pa, ko vržeš vse skupaj na tehtnico, pa vidiš, na kako samozavesten način je Ceed ujel priključek z najboljšimi v segmentu, rečeš sam, kapsa dol. Ja, pa še beseda o motorju. Vidiš, kaj piše 1.4 turbo GDI. To je 1.4 turbo benzinar, 103 kW. Mislim, da je to v tem trenutku najbolj zmogljiv benzinar. Le sporabo je tako, na avtocesti bo 6.0 do 6.3, moj povprečje je bil od 6.6 do 6.9, kakšen bo tvoj, pa ne vem. Ampak tam nekje bi mogli biti, no. Ok, zdaj pa tako, tam malo sem pobral vrtcu, pičiva proti Velenju, najdemo Mihata in mu damo superge. No, zdaj pa tako, da razložim, ker sem pozabil to posnetek, ker sem vlog delal. Miha smo zmotili na treningu, bil je ful presenečen, obenem je bil ful vesel nad supergami in navdušen, tako jih je gor dal. Zato, ker tiste stare, s katerimi je igral prej, so bile že toliko zmahane, da so imeli na sprednjem delu eno tako luknjo. Janač, to je to. Akcija Božiček, čeprav konc januarja, ne decembra, je uspela. In to je vse, kar je pravzaprav važno v tej zgodbi. Miha, dobri igrej. Gross Basket, hvala, ker smo to skupaj naredili. Jaz mislim, da smo bili uspešni. A lahko malo zmotno? Iščem Miha Hrastnik, zgodbo. Zdravo, stari, kdo si? Smo v sodelovanju z Gross Basketom pripravili eno mehno presenečenje zate, tako da tole samo zate povej, da boš dobro nosil, ne? Miha bo odprl škato, pa bo povedal, če mu je všeč. Do you know what car this is? The brand is Kia. And the name of the model is Ceed.